univerza v Mariboru pač glede na trenutno zakonodajo ne sme brez soglasja vlade ustanoviti nobenega podjetja. Lahko, torej podjetje, ki pa je že v tem trenutku ustanovljeno z soglasjem vlade, je pa CIMRŠ, to je zavod. CIMRŠ je v okviru razpisa, ki ga je imelo Ministrstvo za gospodarstvo za spodbujanje podjetniških inkubatorjev. V okviru razpisa je bilo ustanovljeno podjetje Tehnocenter, ki je namenjeno prav inkubiranju podjetij, ki nastajajo v okviru podjetniških iniciativ univerze. To je klasična zgodba, ki jo imajo vse tuje univerze, razen tega, da nimajo te omejitve, da mora vlada dajati njim soglasje. Torej, tu je univerza ustanovi podjetje, ko se najde na univerzi dovolj dobra podjetniška ideja, najde se tudi partneri za rizični kapital in tako dalje. Torej, ti mehanizmi so v tujini nekaj čisto običajnega, pri nas pač žal še do sedaj niso bili. In v okviru tega projekta za spodbujanje teh mehanizmov je bilo ustanovljeno podjetje Tehnocenter, ki je tudi pridobilo prostore v last na Svetozarjevski ulici, bivša Ultra. Tam, kjer je inkubator? Tam, kjer je inkubator. Funkcija tega podjetja Tehnocenter je tudi ustanovljati podjetniške ideje, ki se pač v okviru univerze nahajajo. Ena izmed teh idej je tudi gostinska dejavnost in zaradi tega je bil tudi ustanovljeno podjetje Uniservis. Kot rečeno, vsa ta podjetja so 100% lasti univerze v Mariboru in univerza v Mariboru direktno kontrolira nadzorne svete teh podjetij in jih tudi upravni odbor univerze v Mariboru imenuje. Tako da karkoli gre narobe, se nadzorni svet zamenja, torej hipotetično govorimo, upravni odbor univerze v Mariboru zamenja člani nadzornega sveta, ki pa seveda potem dali direktorja. Torej zgodba, kot jo poznate iz vsakdanjega življenja naših gospodarskih družb. Zahteva univerze je, da ima vsaj nekaj od svojih nepremičnin, ki jih ima v lasti, zdaj imamo nič. Tudi najemnine, ki so, kakršnekoli že so, niso bile v celoti poravnane ali pa neverjetno, in to je nesprejemljivo. Ampak to je drugotnega pomena. Ta zgodba, ta ideja, kot rečeno, je že dalj časa prisotna, tudi Tehnocenter, mislim, da že več kot 2 leti ustanovljen. Tako da to ni nič novega, to je stara zgodba. Dejansko Unigostinsko je družba, ki je registrirana že nekaj časa. Zdaj je pa, če se pogledali v spisek in zraven je tudi kronologija statusnih sprememb, pred približno 1 mesec, mislim, da konkretno 5.5. preimenovala v Unigostinsko. Preimenovala iz Nekras. Nekras pa je družba, ki je izvajala gostinsko dejavnost že prej na ekonomski fakulteti in mislim, da v študentskem domu Tomi. Ta družba je bila prej v 100% lasti Krstič Nedeljka Stankovič Radomira, zdaj je pa kot partner vstopila univerza posredno preko Uniservisa, ki je ustanovljen posredno z njene strani, katerega direktor je Primož Šuhar, v Unigostinstvu pa pokorist Davor Račič. Zdaj se posebej opozoril na ta zadnji list, ki ga ima se novega. In tudi svoj jasno izkazuje, da je ta isti Primož Šuhar leta 2000, oziroma konca 1999, leta 2000 rečemo, podpisal papir, zaradi katerega je tudi takrat mogla študentska organizacija. Zato se tudi moje ime pojavlja, ampak te imena, ki so gor navedene, treba razdeliti v 2 skupine. Tiste, ki so hoteli kako sprivatizirati in tiste, ki smo tudi preprečali, pa smo se najdli na tem spisku. Ta Primož Šuhar, ki je takrat poskušal 90% povzeti prav dejavnost, ki je še vedno 100% v študentskih rokah, izkorišča pa različne stvari. Svoj vpliv v šefu kabineta rektorja, svoj vpliv v politiki. Treba poudariti, če pogledate družbo, skupina, to je to. Imaš sicer več ustanoviteljev, ampak ima kar 4 od 5 svetnikov občinskih liste za pravičnost in razvoj. Njime kot 5 dodane nima še svoj navor in mešajo dejansko politiko, javno in zasebno v smeri zasebno. Jaz mogoče, če lahko samo dopolnim, ker sem tudi zelo videl na rektoratu ravno na to temo, da nam poskušajo odsvetati, zakaj se je Rav Davnost ustanovila. Tukaj želim pozoriti razloge, zakaj smo ustanovili Rav Davnost. Do konca 90-ih let je vse te stvari, ki jih danes dela Rav Davnost, še precej več, izvajala študentska organizacija sama po sebi. Znotraj sebe smo imeli turizem, znotraj sebe smo imeli šan, ker je to takrat zakonodaja omogočala.
V drugi polovici 90-ih let se je zakonodaja spremenila. Po zakonu o gostinstvu, zakonu o turizmu, pedagoška zakonodaja in posledično študentska organizacija ni več mogla izvajati teh dejavnosti, lahko bi dvignila na roke, imela pa je možnost, ki jo tudi izkoristila, da je ustanovila gospodarsko družbo. Kamor so se prenesle te dejavnosti, ki so se prej izvajali znotraj študentske organizacije. Namen nikoli ni bil pridobivanje dobička, pač pa je bil zagotoviti kvalitetne dejavnosti po študentov visokih cen. Tako da nikoli naš cilj ni bil ustvarjanje gospodarskih družbi, pač pa kontinuiteta dejavnosti, ki so se izvajali na študentske organizacije že prej.